Male sive celice v novo sezono vstopajo z novima dvema voditeljama. Če ju še ne poznate, jo boste spoznali zdaj, če ju poznate, boste zvedeli pa še kaj več. Z mano sta Rok Škrlep in Juš Milčinski. Hvala, živijo. Malo ne vem, v katero kamero moram. Jaz tudi ne vem, kam maha. Aha, vidva mahata v te, usporedne, a veš te vajne, ja, tako. Itak bom pa zdaj dal tak aplauz od spodaj, da bomo vse zakljeli, vse te filere, tako zdaj bo aplauz ful velik. A sta ravno kar bila na nekih nastopih ta vikend? Malo prej ste mi to omenila? Ja, mi smo imeli res po dolgem času Iglu in Gledališče Ljubljana, smo imeli po dolgem času predstavo na Metelkovi pred živim občinstvom, okoli 50 ljudi je prišlo in res dober občutek. Ja, jaz tudi, mečkrat manj ljudi, ne 10-krat manj, recimo, kot pri Jušu. Recimo, da jih je bilo toliko nastopajočih, ampak vse nikjer ti ne znam povedati, koliko sem užival, da sem bil na odru. Tudi če je bil tak mogoče težek teren, pa da nisem eno leto nastopal pred ljudmi, sem gor prišel, sem tako lik, da prav tako malo mišlo na jok, res sem komaj čakal. No. Oba se ukvarjata z nastopanjem, sam bi lahko rekel, da vsak z malo drugačne perspektive. Juš, ti že kar nekaj let delaš na improvizaciji. Kakšni? Ja, improvizacijsko gledališče, v bistvu forma, ki je k nam prišla tam okoli leta 90. Jaz se s tem ukvarjam že od leta 1999. Čak sem, v Slovenijo je prišla? 1990 približno. Aha, okay. Tako da ja, 9 let je bila ta forma brez mene, čeprav sem že leta 97 hodil na nastop od moje sestre sicer. Ja, spoznal sem se s tem v srednji šoli, kjer je pač v okviru šolske improlige bil krožek in potem tudi tekmovanje, kjer so se pač posamezne te gledališke skupine med sabo pomerile. To pomeni, da v bistvu nimamo nič pripravljenega vnaprej, razen neke strukture pač takih kratkih prizorčkov. Občinstvo da ponavadi predlog, zato da res vidijo, da je improvizirano in potem jih pač skušamo zabavati, včasih želimo, da so ganjeni in tako naprej. Ja, in je to forma, ki se v bistvu ful lepo razvija, meni je fajn, ker je zelo spontana, pa nisi treba teksta preveč. To je pa tudi. Kje pa je tle noter veščina, se pravi, kaj pa mojstriš z leti? Pripovedovanje zgodb, sigurno, igranje, pač čist igralska forma, pa predvsem sodelovanje z soigralci. To se pravi, improvizacijo si včasih predstavljamo kot nekdo bo dobro v improvizaciji, ki ima ful hitre možgane, pa ful dobro hitro štosira, pa tako naprej, kar je po eni strani res, ampak bolj je pomembno, da ti znaš graditi svojim soigralcem nek nov svet. Če boš ti sam v svojem svetu, pa boš vse podiral, kar ti je soigralec prej nastavil, ne boš prišel zelo daleč. A je tole bilo zdaj zmenjeno? Zato, ker naslednje moje vprašanje je dejstvo, da sta vidva dva voditelja, ne? Ja, in mogoče bo tudi tukaj improvizacija kar prav prišla. No, Juš je že povedal, da je to ekipni šport. In ja, Juš ima, kar se improvizacije tiče, res že eno tako zelo bogato zgodovino. Na nekaj njegovih delavnicah sem tudi jaz bil. Iglu šola je res vrhunska. No. In ja, treba bo sodelovati. In eno izmed tudi nas so nekako učili, da dober improvizator ni tisti, ki je dober sam izpade na odru, ampak tisti, ki kolega naredi, da dober izpade na odru. Tako da to je ena taka res stvar, ki mi je dala misliti. Jaz sem šel sicer pol malo v stand-up vode, ki je mogoče malo bolj individualna stvar, ampak nekako se še zmeri v bistvu. Zadnjič sem razmišljal, da mogoče, ko improviziram, še celo bolj uživam na odru, kot pa pri stand-upu, ker nikoli ne veš, kaj te čaka. Dober, se pri stand-upu se bo tudi zdaj nekdo lahko nekaj zadrl dol, ali pa se je marsikdaj že zgodila kakšna nepredvidljiva stvar, ampak pri improvizaciji to pa bazira na nepredvidljivosti, tako da si lahko še toliko pripravljen, pa ne veš, kaj te čaka. Ok, super, si v bistvu odgovoril še na prejšnje vprašanje, ker si da hotel prej vprašati, koliko let že delaš stand-up? Stand-up delam od leta 2013, se pravi 8 let. Ne, od 97. Ne, nisem še tam. Sem pa dejansko predtem začel z improvizacijo. Če ne bi začel improvizirati, ne bi nikoli šel na stand-up odre. Stand-upom se pa ukvarjam zdaj že dobrih 10 let, kar je tudi, ker se pravi... Čakaj, 10 let, ja. 2011 sem začel. Wow, lahko bi naredil kakšno... Ena obletnica. Obletnico počas. Ja, ker glasbeniki, ki imajo 10 let kariere, naredijo neke koncerte. Sam res pa je, da zadnja leta se ne posvečam toliko improvizaciji, kot bi si želel, ker mi nekako primanjkuje časa. No.
že odprl sem to temo, da sta vidva dva, se pravi, da bosta v naslednji sezoni oba voditelja. A lahko poveste kaj več o tem, a je to skrivnost, kako bo to konkretno izgledalo, kaj to pomeni? Ja, so rekli, zdaj Nik je šel za pa rabimo dva, da to nadomesti. Vsak čevelj, Toliko velike čevlje, da v obalah noter zlezla. pa še vedno so te blizu spustile, veš, da imaš še v sobotah oddaja, če pol. Če je Kaj, to kiksa, ne da je gre, še ne? zmeraj sosedem v studiu. Ne. Lahko poveva, lahko. Eden bo, večina vdaj bo tako izgledala, da bo en v studiu, eden bo pa na terenu, no? Ker bo mogoče še malo več tega terenskega dela. Bojo pa res nekatere vdaje, kjer bova tudi oba skupaj. Ta prva bo ena taka, pa mogoče še kakšne take malo Božična, posebne. novoletna, tako naprej. Hudo. Ja. Se vidva že poznata odprej? Ali sta se spoznala tako tekom teh, recimo, zadnjih let? Odvisno zdaj, kaj Kaj so zadnja leta? Ja, ampak ne, že tako, jaz sem za Juša slišal že praktično, mislim, ko začneš Leta improvizirati, ja, ne že to, ampak ko sem že cel zimpro tam recimo samo v naslednjem letu slišal za Juša, ker načeloma ni toliko veliko spet improvizatorjev in Juš je res en tak z dolgim stažem, pa ki ga človek hitro spozna, se mi zdi, da je moderiral eno našo šilno predstavo. In tako da ja, vem za njega že zelo dolgo, ampak tudi nisva poj zdaj kuj, ker začela hengati, jaz sem bil res nek tak mulc še, no. Ampak poj sproti skozi leta pa vse več skup nastopaš, kdaj tudi kakšno rečeš skupaj, no, tako da poznava se že kar nekaj časa. Mava pa še veliko stvari eno drugemu za spoznati, no, to pa. Ja, definitivno. Jaz sem pa za Roka, po moje, mislim, ziher sem te preko improvizacije spoznal, tudi kot enega zelo mladega, talentiranega človeka, hecnega na odru, pa sigurno tudi preko stand-upa, no, ker sem spremljal te zadeve in tudi v bistvu mi je bil zelo všeč njegov humor. Zdaj ne več, ampak včasih Zdaj ne, je bilo, zdaj ne. V tistem času, zadnje čase pa tako Rok, nisem ti hotel tako javno povedati, ampak jaz ne vem, kaj potovanje, se ne. Se zadnje leta smo vsi imeli neko zatišje nastopov in zato smo se več ali manj vedno usmerjali na zaslone. A ne? Tukaj se mi zdi, da imata tudi podobno, ampak hkrati malo razvejano zgodbo, različno. Juš, ti si že nekaj časa del tudi otroškega in mladinskega programa. Ja, jaz v bistvu, no, gremo nazaj na leto 99, ne toliko. V bistvu sem začel pri štafeti mladosti, Točno. še ful let nazaj. Takrat sta še Slon pa Sadež hodila in sem v bistvu v teh skečih, pač skeče sem pisal in tudi igral. Bil del te ekipe, mogoče 2 leti, ko sta ona dva šla stran, sem tudi jaz, ker sem v bistvu hkrati delal še faks, tako da sem se hotel malo bolj temu posvetiti. Potem sem pa prišel nazaj z oddajo Razred zase, ki je bila ena taka pogovorna sketch show, s katere je pa pol v bistvu nekako se transformirala v Svežilna fronta, ki je pa mogoče malo bolj znana zdaj v zadnjem času. Fajn je, mislim, super, taka luštna oddaja, skeči, pogovori in tako naprej. Se mi zdi pa, da je dobila ful ene gledanosti, saj jaz opazim, ko grem neke osnovne šole, pa se vsi derajo Dinko, zdaj med karanteno, ker smo delali tudi skeče preko Zooma. Ja. Snemali smo jih preko Zooma, narejeni so kot skeči preko Zooma, pač te šole nadaljavo in so ful začeli mulci da best spremljati in zdaj imamo v bistvu kar dobro gledanost tudi skečov, ki so gor na našem YouTube kanalu že, ne vem, 3-4 leta. Rok, ti si pa pred kratkim nastopal na kvizu Joker. Ja, to je tudi res. To je pa, ja, korona se je že začela, ta karantena, sem rekel enkrat, pismo, jaz bi pa šel na en tak kviz, lih za to, da mal vidim, da mal probam. Nekaj vem stvari, ki sem pa gledal, pa tudi sem tako vedel, da marsičesa ne vem. To je ena taka dobra lastnost kvizov, se mi zdi, da ti dajo vedeti, da nisi tako brihten, kakor misliš. To se lahko kar pripravita. Najbolj pogosto vprašanje voditelju Malih sivih celic je, a veste kaj? A ti to znaš? Ja. Vi znate vse vprašanje na pamet? Ne. No, razen mogoče se vam motim, mogoče pa jih boste videli vse odgovore na vse vprašanje. V bistvu, ful mi je bilo zabavno gledati, ker se mi zdi, da je tudi Mario, ko je imel tebe na stolu, dobil prvič tako nekega drugega sogovornika, drugačnega. Zdelo se je, da nisi toliko obremenjen zdaj s samim nastavkom kviza, ampak da si tudi malo
začutil to televizijskost, pa da si dal malo duška, pa tako, en tak dober ping-pong se naredimo med vama, no? Ja, jaz sem res, moj plan je bil, da grem tja, da se imam fajn. No, tako sem si prav rekel, ker načeloma tudi sam format kviza je, da ni vse odvisno, no nekaj je seveda odvisno od tvojega znanja, ampak tudi so pač toliko enih vprašanj, ki jih ne vemo. In ne glede na to, če bom jaz zdaj zategnem pa zadrt pa razmišljal, bom mogoče na eno vprašanje odgovoril boljš, kakor bi pa drugače. Tako da sem jaz rekel, kar bom vedel, jaz bom šel tja, da se bom imel fajn. In v svoji karieri sem precej delal tudi kot ogrevalec publike. In že ko sem tja prišel, sem rekel, videl sem, res je bilo tako prav, grozen pogled mi je bil, zaradi tega, ker so bili stoli tako 1,5 metra narazen, bilo je 20 ljudi, vsak na svojem stolu svojo masko. Prišli so že prej, imeli so 2 snemanji naenkrat in sem bil tako pismo, tole bo pa težko, da se jo smejali. In sem ta svoj repertoar, sem rekel, dajmo ga kar ponuditi, če sem ga imel ene par foric, in so se mi ljudje fajn in to se je pol poznalo po moje tudi na samem snemanju, ker publika je na koncu tista, ki ti daje energijo. Ne? In pol na začetku sem jaz tudi tremal, no, ampak se je pol tudi s pomočjo publike pa Marija, ki je po mojem mnenju res vrhunski voditelj, je pa res ratal na koncu nekaj tako sproščenega, da še jaz, ki imam zelo težave sam sebe gledati po kameri, sem rekel, ok, no se tole, ni bilo tako težko pogledati. No. A veste, a boste imeli kaj več publike v naslednji sezoni? Veva ne, ampak upamo pa, da ja. Se si videl sam na te zadnje oddaje, kako se poznate na neko energijo občinstva, čeprav jih je bilo 10 v publiki, ampak tako ne predstavljam pa si, predstavljam si, kako je imeti to. Ja, bil si tudi celo sezono, ki je bilo prazen, pa si verjetno tudi, kot si povedal, res opazil, kakšna je razlika. Ne? Ja, čeprav pol smo se kar nekako navadili, ne? Čeprav glih to, zdaj, ko so pa prišli nazaj, smo pa videli vsi, ja, to je tako, koliko dober je, ne? Drugače sem pa hotel, Rok, te vprašati še v YouTubu. Ja. To so v bistvu nekako tvoje zaslonske izkušnje tudi, ali se motim? Ja, recimo, čeprav tudi ne bom rekel, da mi zmanjkuje časa, ker vsak si lahko vzame časa to, kar si ga lahko, ampak imam en tak koncept, ki v bistvu tudi ni povsem odvisen samo od mene, no, ker menjam različne stvari in pol v bistvu kdaj moram čakati pa klicati, da bom dobil koga, ki bi bil pripravljen zamenjati. In pol doskrat 2 tedna nič ne dobim, sploh zdaj, ker gre za malo večje stvari, že mesec, 2 nisem nič kaj zanimivega. In pol se tako malo ustavlja in vedno je pol, ko se zadeva majčkeno ustavi, je zmeraj težje nadaljevati. Dalj časa, ko čakaš, težje je spet začeti. Kdor ne ve, drugače lahko sem to na hitro poveva, Šrauf projekt je naslov serija, ne? Ja, ja. In v bistvu, če sem prav razumel, si začel z enim šraufom in zdaj ga menjaš, Tako. da bi prišel do avtodoma, to je plan. Ja, avtodom, bil sem že toliko blizu, da harmoniko zamenjam za nekaj in to za nek kombi, sem bil že vse zmenjen, ja, bilo je ful bližje, kakor sem mislil, no, ampak pol je šlo malce v grunt po gorenjsko, ampak jaz mislim, da bo, nočem se niti časovno opredeliti, ker ni vse odvisen od mene, ampak jaz mislim, da bo enkrat v kratkem, da bom res prišel vsaj do neke zadeve, ki jo pa lahko predelam v avtodom. A je to pol potencialni rekvizit za Suha potepuha ali je to zdaj zasebni interes? Oboje, jasno oboje. S tem, da sem tudi tuhtal, da vsem, ki so bili, ki so mi pomagali do tega sploh prideti, ker večina je celo vedel, doskrat je bilo tako, ja, sej vem, da zdaj ta šivalni stroj je malo več vreden kot to, ali pa ta foto, ali pa ta harmonika je več vredna od foto, ampak rad malo soportam. Tako da bi rad tudi če enkrat do tega pridem, da tudi tem dam malo tega izkušnje, pa avtodom posodam recimo naprej. Rad bi nekako vseeno neko tudi dobrodelno noto na koncu obrnil, ampak ja, bi pa tudi uporabljal za snemanja. No. Z Dinotom upam, da bova res še kaj sodelovali, to pri Suhih potepuhih so neki koncepti, ampak točno to je malo težava, ker smo se prej pogovarjali. Včasih je nevarno preveč planirati, ker si malo zafrustriran. Tako občutek imaš, kakor da si neuspešen, ampak zaradi tega, ker si ti zastavljaš preveč. Ne. Tudi, ne vem, opažam, da mi stvari
zmeri si zastavljam ali pa predstavljam stvari, da mi bojo vzele manj časa, kot mi ga v resnici. No. Tako da, Ja, jaz sem hotel recimo zdaj junija, ne, ja, imeti 2 videa na teden na tem kanalu. no, Enega imam, ne. Ja. Pač tako, ful sem si nekaj naplaniral, pa sem rekel, ne gre, ne bo šlo z 2 še, preveč ostalih stvari je, dajmo imeti enega, pa tega probati sfurati. ja, Ne. ja. Če smo glih pri prevoznih središtvih, Juš, tebe sem Kaj je to napovedal. YouTube? Leta 9? Ne vem, smo imeli. Ja, prosti. V oddaji sem te napovedal kot ljubitelja dronov, a je Ja. bil to natek? Ne, ni bil. Mislim, ne zdaj kjerih koli dronov. Imam pa enega drončka, ki ga zelo rad spuščam. Ja, mi imamo pač hišo imamo v Črni vasi, zadaj je en ogromen travnik oziroma njiva, na katerem pol zelo rad spuščam to zadevo. Ima tudi eno kamerico. Je pa tako, je en dron, ki bi ga mogoče predlagal za učenje, ker ni zelo stabilen, veter ga hitro pihne stran, plus kadar dam gor kamerico, ima malo slabši signal, kar pomeni, da včasih pade med koruzo, pa moram iti pol še iskati. Tako da, bom rekel, taka dogodivščina. No. A je to FPV ali ga voziš tako, da gledaš v zaslon? Ne, voziš, lahko gledaš zaslon, ampak načeloma ga vidiš in ga... A ja, ja. Si kdaj razmišljal o tem, da bi vozil s temi očali, pa res kar da letiš? Ne. Dej, mogoče Prvič ti slišim. rok prepred. Zanimivo. Jaz to sploh še nisem slišal, ti bolj spremljaš te stvari, zgledanik. Kako pa, se pravi, ti Kaj, dejansko, 3 očala, in tudi, ko obrneš glavo, se pravi, Čaka se hecata, ne poznata FPV dronov. Ok, ta intervju je zdaj skrajno, ampak se nima veze. To je, ti voziš drona, upravljaš ga še zmeraj s komandami, sam da imaš kamero, imaš pa v... VR to v bistvu. V bistvu ni VR, ker ni, da ne moreš... Ne moreš, ja. Ampak vidiš pa njegov pogled, ne? Se pravi, first person view je. In s tem delajo nore stvari, pač to je adrenalinski šport, no. Hudo. Ti švicaš, ko ga voziš, ti si čist, kada letiš. Ja, vem, kam bom dal prvi honorar od cel. Ok, še 2 stvari sem jo hotel vprašati za konec. Ves čas se dotikamo humorja, improvizacije, nastopanja. Kakšno je mesto humorja v kvizu? Mislim, da ima lahko zelo dobro mesto noter. Sej, definitivno je v spredju znanje, pa te otroci, ki res znajo ful dobro razmišljati in tako naprej. Se mi zdi pa, da lahko sprosti pač prvič sigurno gledalca, ne, in je namenjen njemu, pa tudi te, ki so tam, ki tekmujejo, in občinstvo, in same tekmovalce, ker se mi zdi, da včasih so tudi malo pod stresom. Ne. Te mulci, vsaj tako si predstavljam, ne, pač tam neka pričakovanja so, oni so se učili in tako naprej. Se mi zdi, da če jih znaš s nekim humorjem, kar je verjetno najlažje sprostiti, si že kar zmagal. Glej, Rok ima že cel repertoar, si rekel. Ja, sam ne vem, če bi ti zgalih lahko z otroki uporabljal. Je nekaj tako know your audience. No, imam tudi marsikaj, zdaj ravno bom imel en nastop za eno osnovno šolo, tako da bom malo potreniral lahko. Ampak ja, meni se zdi, da res včasih tako majčkan humorja lahko naredi, da človek vsaj za trenutek pozabi, da je v eni stresni situaciji. Tako da jaz se bom trudil dati nekaj humorja noter. Tudi tako recimo, če razmišljaš malo za nazaj, svoje učitelje, svoje profesorje, jaz sem si vedno zapomnil tiste, ki so znali tudi v situacijah, ki so bile meni stresne pred kontrolnimi nalogami pa tako naprej, da so znali se mal pošaliti. In to mi je res, take stvari so mi pol ostale in vem tudi, kakšen je bil občutek, da sem se res mal sprostil. No. Si bi rekel, da je tukaj ključna beseda mal, ker jaz imam pa spominje na profesore, ki so pa preveč tosirali. Ja, moraš vedeti, pa tudi, no, sej mi dva morava tudi vedeti mejo tukaj. Jaz upam, da to ne bo joke na joke, fora na foro, še vedno smo na kvizu. Tudi sam veš pač, da imaš določen prostor, kjer ti lahko sebe daš noter svoje fore, nekaj je še zmeri forma kviza, ki mora biti, ne. Ampak, ja, mečkam pa ne. Nočemo pa postati te profesori. Po vsakem odgovoru en vic. Ja, nočemo pa to pa ne vem, če je glih dobro. No. Česa se najbolj veselita? Ja, jaz res prvega snemanja občinstva teh hitrih odgovorov
mulcev in tako naprej. Predvsem pa stika z njimi. No. Jaz se ful veselim teh pogovorov na začetku oddaje. Z njimi, a ne, da jih res pozna tudi publika. Se mi zdi, da tam je zelo ena taka luštna stvar, kjer lahko marsikaj zanimivega vam pride. Pa seveda samih vprašanj. Jaz sem vedno radoveden, tako da rad gledam kvize, predvsem zato, da se nekaj naučim. Govori se, da si bil kar smart-ass otrok. Na kakšen način smart-ass, ker to je lahko tudi slaba beseda. Ne, taki veliko pametuje, ker rad pametuje. Ja, po mojem sem bil kar tako malo piflar. Okay. Zlasti sem rad postregel s kakšnimi podatki. To Leposlovje sem sicer bral, ampak ne to, kolikor bi ga lahko. Obožujem pa enciklopedije, atlase, kvize, internetne, kar skolčeš. Mislim, da je Juš odgovoril že vse. Če se ti najbolj Juš je vse elemente povedal. Ja, precej velik. Malce. Ja, tudi to. Ja, Menzel na RTV, fajn. Ne, hit. Ne, jaz v bistvu se res veselim trenutka, da bom tudi jaz nekako pozabil, da sem na kvizu. Tudi jaz moram skozi to fazo, recimo, skozi katero morajo otroci, se pravi, da pozabimo, da je določena mera stresa, ker nemogoče je pričakovati, da mi dva, zdaj, ko smo pa voditelja, pa ne bova začutila nobene treme pa stresa na začetku, ko bova začela. In jaz v bistvu komaj čakam ta trenutek, da bom pozabil, da so kamere tam. In jaz upam, da bo to čim prej, da tudi če ne bo prva oddaja, pa da bo druga, no. Česa se pa najbolj bojita? Dobro vprašanje. Ko sem šel na kviz, sem se najbolj bal, iskreno. Vedel sem, da bo prišlo, ampak sem se vsem bal. Se pravi, da bo eno čist lahko vprašanje in da bom... Dobro, ne zdaj na kvizu. To, prihajajočih celic. Ja, vem, da bo nekaj prišlo in da mi bojo, se pravi, ali neko vprašanje, ki ga vsak ve, da bo nekaj tako... Jaz bom pa zmrznil, mi bojo pa možgani tako rekli, čakaj, to bi mogel vedeti, sam zdaj pa ne veš. Tako, ker dostkrat moj spomin je res tak selektiven in kdaj za kakšne čist osnovne stvari mi zmrznejo možgani, kdaj se pa res kakšno butasto telefonsko številko spomnim, ki mi jo en povedal 10 let nazaj. Tako. Ja, Tako da ja, malo se bojim, da bojo res ena taka vprašanja ali pa stvari, o kateri vsi vejo vse, jaz se pa ne bom mogel spomniti. Ne vem, to mi je tak Na srečo imaš zraven človeško enciklopedijo. Evo ga. Leta 1990. Jaz se mogoče bojim najbolj tega, da, ne vem, tako vse se malo preprašujem, kaj imam pa jaz za pokazati, recimo, temu občinstvu. Ne? Razen mogoče to res neko iskrivost, dosti hitro se najdem v nekih spontanih situacijah, hitro znam tudi odgovarjati na neke zadeve, ki se zgodijo. Ne znam pa žonglirati, ali pa Rubikovih kock sestavljati in tako naprej. Ne? In pa razmišljam, to zdaj ljudje, ali bom mogoče ljudem preveč dolgočasen izven tega okvira kviza. Ne? Tako, ali bojo pričakovali, zdaj bi bilo pa fajn, da ima ta človek še svoj Instagram, pa YouTube, pa tako naprej. Ne? Pričemer jaz teh aspiracij sicer nimam. Ne? Tako da. Razen, če bi seveda najdel nekaj, kar bi se mi zdelo, to bi bilo pa mogoče zanimivo. Tako da ves čas sem v tem nekem spraševanju, razmišljanju, kaj lahko ponudim pol še izven tega, ne? Ker se mi zdi, da je fajn buildati ta brand malih sivih celic ne samo na kvizu, ampak kot pač neko celoto. Ja, ampak se mi zdi, da boste glih s temi, ker če sem prav razumel, bo veliko več tudi enega dela na terenu, a ne? Ja. Da boste s tem lahko vzpostavljala še tudi drugačen stik z otroki, a ne? Pri nas je bilo glih to največji žur, ta predtekmovanja, recimo, pa pol snemanje zadnjih prispevkov, ko smo šli na šolo, pa ko si tam v njihovem okolju, so otroci čist drugačni in tudi stik, ki ga lahko spostaviš z njimi, pa v bistvu s celo šolo je čist drugačen. In zaobide vse te YouTube, vse v bistvu gre na ta old school način, ne? Prvinski. Ja. Človeški še nekako. Ja, ker tle se mi zdi vseeno, otroci pridejo sem, pa kamere, pa gledajo okolje, ne pa tako. Tam se pa verjetno še bolj domače počutijo. No. Ja. Prideš ti k njim, ne oni. Ja, si ti gost, ja. Ja, a smo prišli do konca? Moje smo. Kaj je tale Seiko ura? Seiko ura? Ja. Mislim, kaj je na njej, neke številke so, pa se nič niso premaknili od začetka. Tudi una ura za tabo se ni nič. To je mogoče število šal smešnih šteje. Ne, mislim, da je šel pri tebi gor, pa pri meni gor. Ne, to je en moj interval dela.
Jaz vedno delam po blokih po 25 minut. Okej. In ko začnem delati, to stisnem in ko končam, ko bi mogel končati zapiska. In mislim, da je tudi naša dolžina glih Glih nekaj za tam ni. 25 minut. No, je Tako da, ful vam hvala za čas, za vse, kar sta povedala, predstavila, pa tako, no, da sta prišla. Jaz vam želim noro lepe sezone in sem prepričan, da bodo vrhunske. Hvala za povabilo. Ja, Se vidimo še. zato, da si naj tako lepo sprejel, no, da je res tako en tak, res je bil en lep prenos tega dela, funkcije, no, poslanstva, kakorkoli obrneš. Tako jaz sem imel ful bolj občutek, da bo tako malo bolj vse informalno in da bo tako vse bolj, sploh ne vem točno, kako povedati, ampak zelo je bilo tako prijateljsko, lepo, tako da res hvala ti za to. No. Ja, hvala vama. Upam, da te lahko še kdaj za kakšen nasvet. Ja, vprašava, ja, gotovo se jih bo odprl kar nekaj, kakšnih fint pacak, ki si jih ti Kaj že. nik ne dviguje telefona? Halo? Ja, Lahko mi, ne, itak seveda. skozi me kličeta zdaj. Glej, najprej v dvojko, pa v trojko. Kje imamo pa mitle, čak ne, evo, ta zaključuje. Tako da neč, to je bilo to sta Rok in Juš. Čau. Po mojem bo res, direkt 25 minut. Direkt.